Še z moje strani en lep večer. Današnji pogovorni večer smo naslovili včeraj bančni rop, danes brez odgovornosti, jutri pravična Slovenija. Meni je v izredno veliko zadovoljstvo, da nocoj ali pa danes gostimo dva izjemna in zanimiva gosta. Gospa Eva Irgl je domačinka, vipavka in predsednika Komisije za peticije kot pravice. Dr. Anže Logar je predsednik preiskovalne komisije o zlorabah v bančnem sistemu. Kljub temu, da jih zelo dobro poznate, mi dovolite eno kratko predstavitev. Svet se žodaj. Eva Irgl je že od takrat, ko je bila prvič izvoljena za poslanko v Državnem zboru, ona gradi politično pot, ki pušča pomembne sledi zlasti na področju varovanja in spoštovanja človekovih pravic. Je predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, kateri je svojim delom dala tudi močan osebni pečat. Odkar vodi omenjeno komisijo, so namreč priložnost dobili vsi, ki se jim dogaja kakršnekoli krivice ali imajo kakršnekoli težave, ki jih pestijo. Poslanka Eva Irgl je kot predsednica Komisije za človekove pravice tudi pomembno prispevala k odkrivanju in ter vzpostavljanju odnosa do naše polpretekle zgodovine, ki predstavlja bistvo in bit naroda. V svojih razpravah vedno skrbi in izbira besede, na prvo mesto postavlja človekovo integriteto in dostojanstvo. Za njene razprave v Državnem zboru je značilno, da so neposredne v argumentih, vendar nikoli žaljive. Je tudi članica Mandatno-imunitetne komisije, odbora za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora za pravosodje. Gospa Eva Irgl. Dr. Anže Logar je predsednik preiskovalne komisije o zlorabah v bančnem sistemu, ki je med drugim odkrila afero povezana z milijardnim pranjem denarja v Novi Ljubljanski banki. V obeh vladah premijera Janeza Janše je bil direktor urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, med predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije pa je opravljal funkcijo uradnega govorca slovenskega predsedstva Svetu Evropske unije. Takoj, ko je začel s preiskovanjem kriminalitete v bankah, mu je minister za javno upravo odvzel diplomatski status, na to mu ga je sodišče vrnilo. Je neizprosen izpraševalec bankirjev in funkcionarjev. Tudi on je član Mandatno-imunitetne komisije, odbora za zunanje zadeve in odbora za finance. Gospa Eva Irgl, če začnem kar pri vas. Slovenija ima mlado demokracijo. 30 let v življenju neke države je malo. Že ob koncu 80 let so se pokazale težnje po vzpostavitvi sistema in spoštovanja človekovih pravic. Ali je pri nas pravni okvir mehanizmov varovanja človekovih pravic dovolj učinkovit in kaj je tisto, kar Slovenija v tem trenutku najbolj potrebuje? Najlepša hvala, najprej vse skupaj lepo pozdravljam in res sem vesela, da ste se danes na tem pogovornem večeru zbrali v tako velikem številu. To pomeni, da se v Sloveniji zagotovo dogajajo spremembe in tiste pomembne na bolje. Zdaj pa, če se obrnem k vašemu vprašanju, lepo ste nakazali, že ob koncu 80 let prejšnjega stoletja so se nekako začele težnje po nekako izoblikovanju sistema, kjer bodo spoštovane človekove pravice in temeljne svoboščine. Če pogledamo malo pravni okvir varovanja človekovih pravic, lahko vidimo, da se je vse začelo tam nekje v mislim, da leta 1988 s pisateljsko ustavo, potem z Majniško deklaracijo, no potem smo pa leta 1991 dobili Ustavo Republike Slovenije. To je najvišji pravni akt, ki najbolj ščiti človekove pravice. Potem je tukaj Ustavno sodišče, torej tisto, ki obravnava pritožbe državljank in državljanov in presoja in razsoja. In naslednji okvir varovanja človekovih pravic je varuh človekovih pravic. Jaz osebno, verjetno, če me spremljate v Državnem zboru, boste vedeli, da
sem zelo kritična do varuhov človekovih pravic. Mislim, da do sedaj še nismo imeli ravno srečne roke pri izbiri varuhov. In tukaj moram reči, da se mi zdi tisto, kar jaz osebno najbolj pogrešam pri varuhih človekovih pravic, to, da ne uporabljajo člena, ki ga imajo lastnega zapisanega v zakonodaji, torej v zakonu o varuhu človekovih pravic, in to je, da lahko samoiniciativno sprožijo postopke, ko zaznajo, da so bile kršene človekove pravice. Zdaj pa, če se vprašamo, kolikokrat smo v tej državi doživeli hude kršitve človekovih pravic, skupinam, posameznikom, ampak varuh človekovih pravic je ostal tiho. Se pravi, ampak ima pa možnost, da samoiniciativno pač naredi te korake in seveda se opredeli do določenih kršitev. Potem imamo pa tukaj še parlamentarni nadzor. Parlamentarni nadzor se je, ko še jaz nisem bila poslanka pred letom 2004, varovanja človekovih pravic oblikoval zlasti skozi odbor za notranjo politiko in pa odbor za pravosodje. No, po letu 2004 pa se je celotno varovanje in spoštovanje človekovih pravic preneslo na Komisijo za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, ki jo sedaj vodim že kar nekaj časa. In seveda znotraj nje, se pravi, opravljamo nek nadzor nad varovanjem in spoštovanjem človekovih pravic. Zdaj, mogoče bi uvodoma, ker ste omenili, kako priti do neke pravične države, rekla naslednje. Pravična država ni, ali pa pravičnost kot taka, ni nek abstrakten pojem, čeprav ga največkrat tako pojmujemo, ampak je to zelo pomembna stvar, ki dejansko opredeljuje, ali je neka družba utemeljena na vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic, ali spoštuje zakone ali ne. Pravična država oziroma pravičnost ne pomeni samo to, da vemo oziroma znamo presoditi, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je pravično, kaj je krivično, ampak zlasti pravična država pomeni, da v državnem zboru sprejemamo zakonodajo, ki je sprejeta v dobrobit državljank in državljanov, potem lahko državljani seveda na podlagi take zakonodaje tudi spoštujejo zakonodajo in drugič, če želimo pripeljati oziroma ustvariti pravično državo, potem moramo biti enaki pred zakonom. Že Aristotel je povedal, da stabilna država je tista država, kjer so enaka merila za vse in kjer vsi spoštujejo zakonodajo. Mogoče toliko za začetek. Hvala lepa. A mogoče se bo kdo vprašal, kaj imajo človekove pravice, ker gostimo gospod Evo Irgl, ki je predsednica odbora za peticije in človekove pravice, veze z bančno luknjo. Jaz pravim, da imajo veliko povezavo. Ko smo sanirali drugi že bančni sistem, so bile kršene vaše človekove pravice, človekove pravice do zasebne lastnine. Država je segla v vaše denarnice, vam vzela vaš denar in ga dala drugim za pokritje bančne luknje. Gospod Logar, ravno vi ste v tem mandatu prečuvali ta bančni kriminal. Kako je vse obsegajoče ta kriminal in ali ste si takrat, ko ste začeli prečuvati, predstavljali, kakšne sporne prakse so bile v bankah? Hvala, Jože. Zdaj se moram reči, da tisti, ki so kopali bančno luknjo, so imeli izredno domišljijo. Namreč uporabljali so takšne prakse, ki si jih normalen, razumen človek sploh ne bi zamislil. Celo tako perverzne, da bi v neki normalni demokratični družbi kaj takega bilo nepredstavljivo. Jaz imam neko prednost, da ko sem te dokumente bral, sem bil v tako imenovani tihi sobi, brez oken, brez zunanje svetlobe, brez dostopa zunanje javnosti. Tako da zunanji svet ni mogel spremljati
te metamorfoze, ki sem jo jaz doživljal, ko sem bral to dokumentacijo. Sam osebno in kolegi, ki smo to delali, smo šli čez nekaj faz. Najprej faza izjemne zgroženosti, potem faza čudenja pri vsaki novi slabi bančni praksi, ki smo jo spoznali. Na koncu koncev pa sprijaznjenost z usodo, da so tako pač počeli. Ampak ravno te faze so nas podkrepile v tej smeri, da smo si rekli, fantje, to pa ne smemo pustiti, da ostane tako kot z ostalimi zadevami, da se ne razišče in da obvelja tista resnica, pustimo preteklost, ukvarjamo se s prihodnostjo. To je nek tak kriminal, ki res zahteva raziskovanje in raziščiščevanje problematike čisto do konca. Ker dejstvo je, da se je enkrat to že dogajalo, med leti 93 in 97, ko je potekala prva sanacija. In takrat se je enako reklo, glejte, vse je zgodilo, bomo plačali, usmerimo se v prihodnost. In če ste pozorno spremljali, je bila enaka želja tudi pri tej sanaciji. Dali smo denar, rešili smo bančni sistem, dragi ljudje, varni ste, vaši prihranki so varni, bančni sistem ni kolapsiral, zdaj pa začnite razmišljati o lepši prihodnosti. Nihče pa ni rekel, evo, a bomo tiste lumpe začopatli, ki so to naredili. In jaz mislim, da je to eno od ključnih vprašanj razvoja slovenske družbe, kako bomo čez to krizo šli. A bomo sami pri sebi dovolj vztrajni, da bomo rekli, ne nas slepiti s tem, da naj pozabimo na to sanacijo bančnega sistema, povejte nam, kdo je kriv in tisti, ki ste plačani za to, v tem primeru organi pregona in sodne veje oblasti, opravite svojo nalogo. Le, če bojo to naredili, bo slovenska družba lahko nek normalen razvojni potencial razvila naprej. Kajti le, če se bo to zgodilo, se bo počasi vrnilo spet zaupanje v vladavino pravo, pravno državo, v sodni sistem, ker kajti brez zaupanja v vladavino prava pa se sodobna demokratična družba ne more razvijati. In zato smo mi tudi v teh poročilih, ki smo šli, v bistvu šli zelo premočrtno, skoraj da brutalno, brez kakršnega koli zavijanja, sem ali pa tja, ali pa poskušanja simplifikacije posameznih primerov. V končnem poročilu, ki smo ga pripravili, je 550 strani samo o slabih bančnih praksah NLB in NKBM. To so bili takšni primeri kraje, da si težko predstavljate, če tega ne preverjate. In moja želja ali pa moja trdna zaveza je, da vkolikor bo pač ljudska volja taka na državnozborskih volitvah, bo to en od prvih ukrepov naslednje vlade, da se bo odprlo te arhive, da se bo bančna dokumentacija saniranih bank postala javna, tako da boste lahko sami videli, kaj so počeli. Samo javni pritisk je tisti, ki lahko na nek način spodbudi razčiščevanje teh stvari. Glejte, očitno, če se bo pustilo tožilstvo, da samo dela, če se bo pustilo sodstvo, da samo dela, bo delal tako, kot je do zdaj. Če se bo pa tako naredili, kot se je naredili recimo na Islandiji, ker so ljudje povedali svoje, so rekli, nehta se igrati z našimi denarnicami, se bo nekaj premaknilo. In v tem pogledu mislim, da nas čaka v prihodnem mandatu zelo resna naloga in bo treba pokazati, da se z vladavino prava misli resno. In bankiri, ko bodo sedeli, bodo dokaz, da se z vladavino prava misli resno. Gospod Logar, samo še nekaj. Lahko navedete en konkreten primer. Ni potrebno za imeni in priimki, da si bodo pač ljudje znali predstavljati, kakšen kriminal se je dogajal. Nekaj smo brali o srbski kriminalni združbi, da je imela prstomes pri teh spolnih kreditih in posojilih.
Ja, recimo, teh primerov je malo morje. Nekdo si sposodi, ne vem, hipotetični znesek 5 milijonov evrov in zato zastavi neke delnice nedoločljive vrednosti, ki niti ne kotirajo na borzi, za katere bi moral veljati recimo zavarovalni faktor, torej če si sposodiš 5 milijonov evrov, bi moral zavarovati delnice v vrednosti 15 milijonov evrov, torej trikratnik. Realna vrednost teh delnic je v resnici recimo 100 tisoč evrov, ne? 100 tisoč evrov. In potem, ko recimo Banka Slovenije opozori, da je zavarovanje neustrezno, ko ta komitent, gre za kakšno znano osebo iz podjetniškega sveta, ne more odplačati kredita, kaj banka naredi, če bi te delnice prodala na borzi, bi dobila 100 tisoč evrov, s tem ne bi pokrila 5 milijonov evrov kredita in kaj naredi? Naroči pri zunanjem cenilcu, da ovrednoti te delnice, ovrednoti jih po nekem čudnem ključu na recimo 5 milijonov evrov, točno toliko, kot je kredit, in potem sama odkupi delnice. In sama od tega kreditojemalca odkupi delnice, mu da 5 milijonov evrov, on pa teh 5 milijonov evrov vrne nazaj in je kredit poplačan. Banka je izgubila 5 milijonov evrov, ima pa v zalogi delnice, ki so v resnici vredne 100 tisoč evrov. In teh primerov je malo morje. Hvala, gospod Logar. Zanimivo je, da se meni to nikoli ne zgodi, da bi šel kar v banko, pa bi rekel, ne mi dajo malo denarja. Ne? Pravica goljufiva bankirje še ni dosegla. Do zdaj sta bila pravnomočno obsojena samo 2 bankirja. Gospa Jergal, vi ste članica odbora za pravosodje. Kako si to razlagate? Ja, težko si je to razlagati, ne? Ampak lahko pa rečem, da če to pa s trdno gotovostjo, če kolega Logar ne bi opravil tega garaškega posla, ki ga je v teh 3 letih, potem niti ta 2 ne bi bila pravnomočno obsojena. Kajti kolega Logar je s svojimi zaslišanji na komisiji preiskovalni praktično zbezal ven nekatere posameznike in ljudi, tako da tudi policija, tožilstvo in sodišča so morali tukaj reagirati in narediti svoje delo. Sicer pa mene skrbi za državo, kjer lahko vidimo, da recimo policija delno opravi neko svoje delo. Mislim, da je bilo do sedaj za približno 800 milijonov evrov bančne kriminalitete ocenjene kot kaznivo dejanje pri policiji, vendar pa se potem zatakne vedno in znova pri tožilstvu in nato še pri sodiščih. In tukaj imamo mi ključen problem. Mi nismo storili pomembnih korakov takrat, ko je bil čas za to. Torej v 90-ih letih, moram ponovno to reči, ampak mi nismo opravili ilustracije, ki je bila ključna in bistvenega pomena. Če pogledamo sosednje države, pa države, baltske države ali pa Slovaško, Češko, Poljsko, to so vse države, ki imajo danes bistveno močnejšo ekonomijo, tudi na drugih nivojih vidite, da so zelo uspešne, izpeljale so neko tako modro, transparentno tranzicijo, zdelo se jim je jasno, da morajo izpeljati neke lustracijske elemente, bodi si preko zakonodaje ali pa preko kakšnih drugih nivojev, ampak vse te države, ki so to storile, so danes bistveno bolj zdrave države kot pri nas. Ampak zakaj je tudi pomembna lustracija, ki bi jo mi morali narediti v 90-ih letih? Tudi zaradi tega, ker je lustracija povzroči tako imenovan katarzični učinek na narod. To pomeni, da takšen narod potem lahko dejansko prisostvuje pri demokratizaciji, pri procesih demokratizacije in obenem bi morali to narediti tudi zaradi institucionalnega učinka. To je začel dr. Pučnik takrat, ko je predlagal amandma in gospod Starman v Državnem zboru, ko sta predlagala, da
ne bi se tisti, ki so bili recimo sodelavci službe državne varnosti ali pa tisti, ki so grobo kršili človekove pravice v prejšnjem sistemu, da pač ne morejo zasesti najvišjih položajih v pravosodnem sistemu. Danes pa kaj imamo? In ni čudnega, da je edini pravzaprav, ki je pripeljal, bom rekla, pokazal na odgovorne v bančni luknji, da smo danes v da imamo v pravosodnem sistemu posameznike, ki so v prejšnjem sistemu grobo kršili človekove pravice, danes pa so na najvišjih položajih. Povejte mi eno samo državo, kjer bi se dejansko to lahko še pač zgodilo na takšen način. Tako da slovenska država bi morala pač opraviti te korake. Jaz mislim, da še vedno ni prepozno. Mi ves čas v Slovenski demokratski stranki opozarjamo, kako potrebno je prevetriti ta okosteneli pravosodni sistem. Zelo težko se premika, zelo počasi se premika. Vsako stvar, ki jo želimo popraviti, praktično naletimo na zid. Jaz sem osebno pričakovala, da bo minister za pravosodje, glede na to, kakšno famo se je delalo okrog njegovega imena, vendarle udaril po mizi in izpeljal nekatere zadeve na področju zakonodaje, pravosodne pa ni izpeljal v tem mandatu praktično nič, samo kozmetične popravke. Tisto, kar bi bilo nujno potrebno, od transparentnosti in preglednosti pravosodja, do tega, da bi najvišje položaje zasedali ljudje, ki so kredibilni, ki so verodostojni, ki jim lahko zaupamo. Nič od tega se ni zgodilo. Tudi sicer, midva z kolegom Logarjem sva oba člana mandatno-volilne komisije in tam večkrat obravnavamo predloge sodišč oziroma predloge, kdo vse bo imenovan v sodniško službo. In takrat vedno znova opozarjamo, da imamo premalo podatkov, da bi lahko se realno in odgovorno odločili, ali je takšen človek primeren za položaj sodnika. Kajti vedeti moramo, sodniki so tisti, ki tehtajo med dokazi, med argumenti in morajo biti seveda to osebe, ki imajo visoko integriteto. Tako da jaz mislim, da pravosodni sistem nujno potrebuje te prevetritve, takrat bomo verjetno lahko doživeli tudi več obsodilnih sodb, tako bankirjev, pa tudi funkcionarjev, tistih, ki so sodelovali v tem, bom rekla, kar ropu stoletja. In tudi menim, da takrat bo tudi država kot država in tudi družba kot družba bo lažje zadihala. Takrat bomo tudi pokazali, da vemo, kaj je prav, da bomo predali svojim zanamcem ne nazadnje nek sistem, za katerega bodo vedeli, da je bil pravičen in da je tiste, ki so storili kaznivo dejanje, na koncu tudi obsodil. Torej, danes, če potegnemo neko črto, ostajamo še vedno pri tem, da preiskovalna komisija opravlja delo pravzaprav policije, sodišč in tožilstva, kar je absurd brez primere, ampak tukaj res še enkrat čestitke kolegu Logarju, ki je res opravil izjemno delo in če on tega ne bi opravil, zagotovo danes, kot sem že prej rekla, ne bi govorili o dveh bankirjih, ki sta bila obsojena. Bistveno drugače je bilo na Islandiji, že prej je bila omenjena, ko so to zelo hitro pod vodstvom Eve Joly, če se ne motim, o pomoči tako, praktično zaprli celo kopico bankirjev in tistih, ki so bili soodgovorni za nastanek te bančne luknje in bančne kriminalitete. Hvala. Gospa Iva Irgl je... Gospa Iva Irgl je omenila izostanek lustracije. Gospod Logar je omenil prvo bančno luknjo v začetku 90. let. Smo na kratko o prvi bančni luknji. Prva bančna luknja so skopali tako imenovani rdeči direktorji. Na prelomu 80. let v 90. let. Sanirali smo jo leta 1994, ko so bili dolgovi preneseni na takratno agencijo za sanacijo bank in hranilnic. Takrat je bila ta bančna luknja globoka
najbrž se spomnite, takrat smo imeli nemške marke, 2 milijardi nemških mark, kar je približno milijardo evrov, čeprav če upoštevamo inflacijo in vse je še več. Pa to niti ni bilo vse, ker so se dolgovi posameznih firm prenesli na banke tako, da je država dala državno pomoč podjetjem, da se lahko poplačajo dolgove, tako da je bila prva bančna luknja še večja. Takrat ni nihče odgovarjal. Gospod Logar, kako pa zdaj pri drugi bančni luknji? Pričakujete, da bo kdo odgovarjal za njo? No, zdaj, če sem malo plastičen, odvisno je od nas. To je zelo odvisno od nas. Namreč, gledajte, če ni politične volje za pregon gospodarske kriminalitete, v taki državi gospodarska kriminaliteta buhti. Je to najbolj razvijajoča se gospodarska panoga. Jaz vas enostavno sprašujem, se vam zdi, da je bilo pod aktualno vlado resen namen obračunati z gospodarsko kriminaliteto? Torej smo si glede tega edini. Smatrate, da pod kakšno drugo levo vlado bo obstajal resen namen obračunati z gospodarsko kriminaliteto? S Hermanji, Rigelniki, s Petani, se vam zdi? Ja, glede na izraze na vaših obrazih bi rekel, da ne. Torej, v tem primeru približno vemo, kakšen je recept, zdaj pa na nas, a bomo ta recept izpeljali ali ne bomo. Zdaj, jaz pravim, da te volitve so pomembne zaradi tega, ker mislim, da so prve volitve, ki so nepredestinirane vnaprej, torej je težko danes povedati, kako se bo razvile, in zmagal bo tisti, ki bo volil z nogami. Tisti, ki bo vzel torej pot pod noge in bo šel na volitve. Te zadnje volitve je bila udeležba 51,7%. Skoraj polovica volivcev je ostala doma in skoraj polovica volivcev je dala prav tistim, ki so rekli, pustimo tako kot je, status quo, govorimo, da nam je za državo, ampak zraven nič ne delajmo, pa pustimo, da centri z ozadja zadeve vodijo, kot so vodili do sedaj. No, zdaj pa prvič ta priložnost, da se končno nekaj spremeni. In jaz moram reči, da ko smo začeli zasliševati priče, sem bil zgrožen na tem, da vsaka druga priča še ni bila zaslišana strani organov pregona, torej strani kriminalistov. Vsaka druga priča je rekla, ne, mene kriminalisti še niso zaslišali. Bolj, ko smo jih zasliševali, manj je bilo tistih, ki jih še niso zaslišali. Kar pomeni, da javni pritisk in javno izpostavljanje in javno ogledalo postavljanje tistim, ki bi morali nekaj narediti, ima svoj vpliv. Jaz, če pravim, da bi mogli bankirji sedeti, ne kličem k linčanju bankirjev. Ampak jaz vam povem, gospodje so do komolcev v marmeladi, kakšni do ramen, kakšni do vratu, kakšni pa še čez. In skladno s to lestvico znam zelo natančno povedati, kdo bi mogel sedeti. Ne bom tega rekel, ker bi potem mene obsodili in bi jaz ta prvi šel, ker bi me postavil na hladno, tako da morate v prepustu sodnim organom. Ampak, če vam kdo razlaga, da ni dovolj dokazov, da bi te ljudi obsodili, se laže. To vam zagotavljam, laže. Dokazov je dovolj, dokazi so zbrani tudi v tem našem končnem poročilu. Teh dokumentov je na voljo na pretek in kjer je volja, tam je tudi pot. Je pa treba vedeti, da je najlažje reči, ja, glejte, imamo tak sodni sistem, tak zakon o kazenskem postopku, standardi so tako visoki, ne moramo obsoditi. Potem je pa en absurd, Pravijo, da so tako visoki dokazni standardi in da je tako zahtevna sodna praksa, da bankirjev pa se ne da obsoditi. Ob tem, ko še ben bankir ni bil obsojen. Zdaj vi meni razložite, kako je lahko sodna praksa tako zahtevna, če še nobenega niso obsodili. Sodna praksa se šele vzpostavlja. In tako kot bojo prvi tisti, ki jo bojo izpostavljali, po teh vatlih se bo potem ravnalo pri ostalih sodnih postopkih. Zato je ta čas zdaj tako pomemben. Zato je ta čas tako pomemben, ker če se bo zdaj vzpostavila sodna praksa, da se bojo vsi oproščali, se bojo tudi v nadaljevanju se bo vse oproščalo. In dokler bojo te gospode na sodišču imenovali, gospod bankir, kaj pa vi menite o tem, bo tako kot bo. Ko bojo breli, gospod obtoženec, kaj pa vi menite o tem, se bo pa stvar spremenila. In
Mi zato v preiskovalni komisiji predlagamo vzpostavitev specializiranega sodišča za pregon bančne kriminalitete iz enega preprostega razloga. Namreč, gledajte, če se s temi zadevami ukvarjajo sodniki v okviru rednega sodstva, 250 primerov je odprtih približno. 250 kazenskih sodnikov je. To pomeni, da na vsakega pride v povprečju po en primer. Če tako malo pavšalno vzamem, torej vsak sodnik, ki se ukvarja s kazenskimi zadevami, lahko oprosti po enega bankirja, pa se mu nam nič zgodil. Ker ima zraven še 249 kolegov, ki so isto naredili. Pa se bojo pri 170 pogovarjali, ti si že oprostil danes tvojega bankirja. Pa rekel, ne, jutri ga bom, jaz sem ga pa glih včeraj, hvala, to je za mano. Če imate pa specializirano sodišče, pa tam 10 sodnikov, pa pride 25 primerov na vsakega sodnika. Zdaj vi predstavljate, kako bi tak sodnik se na kak način obnašal, če bi imel že 17 oproščenih bankirjev. Verjetno malo težje, ne? In bi mu malo bolj razmisliti, kakšen dokazen standard in kakšne dokaze bo zahteval, da se bo odločil, bodi si je kdo kriv ali ni kriv. In ravno ta centralizacija postopka omogoča boljšo transparentnost, boljšo preglednost in na koncu koncev odgovornost sodnikov za naloge, ki jih imajo. Morajo biti pa to seveda najboljši sodniki in morajo biti tudi zelo dobro plačani. Namreč, če imajo oni zelo dobro plačane odvetnike, naj bodo tudi sodniki, ki sodijo v imenu ljudstva, dobro plačani za te primere. No in v tem primeru bo, mislim, da zadeva prišla do ustreznega epiloga. Je bilo pa to zelo natančno pojasnjeno tudi gospodu Klemenčiču, namreč približno leto in pol nazaj je skupaj z 8 drugimi kolegi letel na Islandijo, kjer so mu predstavili ta primer. In očitno je gotovo, da je učinkovit, zato potem ni nič spremenil. Kar prav gospod Logar je najbrž kaže na to, da je Slovenija vsaj na tem področju še daleč od tega, da bi bila pravna država. Gospa Irgl, kako bi vi ocenili vladavino prava v Sloveniji? No, mislim, da sem že prej precej natančno povedala, kaj jaz mislim o samem pravosodnem sistemu, o tem, kako bi nekako pripeljali do pravične države. Ampak mogoče bi tukaj rekla in se navezala na to, kar je kolega Logar prej govoril. Jaz osebno kot enega izmed najbolj ključnih problemov te države vidim problem korupcije. Korupcije na vseh nivojih. In jaz osebno celo menim, da je korupcija glavni zaviralec, bom rekla, neke kvalitetne in dobro stoječe družbe. Zaradi te korupcije, zaradi tega, ker posle dobivajo posamezne elite, ozki krogi ljudi, odhajajo mladi ljudje v tujino, čeprav so izobraženi, so se šolali tukaj, odhajajo v tujino zaradi tega, ker tukaj preprosto ne dobijo priložnosti, ki pa bi jo morala tako okolje za takšno priložnost ustvariti država. Pa je očitno ne, sploh pod to vlado, ki smo ji bili sedaj priča. Zdaj, jaz menim, da je pred nami izjemno težka in naporna pot, ampak da počasi in vztrajno lahko pridemo do neke bolj pravične družbe in države. Seveda, če pa želimo priti do tega, potem moramo vzpostaviti takšno oblast, ki bo znala prvič upravljati z državo. Zdaj vidimo, da pride na vlado, pridejo posamezniki, ki praktično ne vejo, kako se upravlja z državo. Približno 2 leti najprej se učijo in spoznavajo sistem, potem 1 leto razmišljajo, kaj bi mogoče naredili, potem naredijo pa maketo za drugi tir, ne? Recimo. To je potem izplen te vlade. Zakaj pa se nam to dogaja? Zaradi tega, ker seveda bi takrat vsak posameznik, ko odide na volišče, moral resno se vprašati, komu bo dal glas.
ali bo dal glas posamezniku, o katerem ne ve nič, stranki, ki je nastala čez noč in ne poznamo ne programa, ne tega, kakšna so njena načela, stališča, kaj zagovarja, proti čemu, kaj zagovarja, kaj je všeč, skratka, kakšen ima program. Takrat mislim, da če bi vsak posameznik, ko pride na volišče in o tem razmisli, mislim, da bi se situacija spremenila. Seveda pa, kot je Logar povedal, mi moramo na volišča spraviti ljudi. Mi imamo prenizko volilno udeležbo. Jaz sem prepričana, da če bi imeli 70% udeležbo na volitvah zdaj 27. maja ali pa 3. junija, tako kot je bilo pred kratkim na Madžarskem, bi se situacija spremenila in tudi najverjetneje bi dobili vlado s res polnimi pooblastili in vlado, ki bi delala za dobro ljudi. Ampak seveda bo potrebno spremeniti to miselnost, samo da ni Janša. Ko bomo spremenili to miselnost, se bodo začele stvari spreminjati na bolje. Gospod Logar, gospa Irgl je omenila volilno udeležbo. Vemo, da v Sloveniji volilna udeležba pada iz volitve na volitve. Kako se vi to razlagate? Ja, skrajno nizka je bila na zadnjih volitvah. Zdaj, treba je vedeti, da je to na nek način tudi odgovornost politične elite, se sploh zaveda, kako pomembna je visoka udeležba oziroma kako nevarna je nizka volilna udeležba. Treba vedeti, da je tudi nizka volilna udeležba vedno v interesu tistega, ki želi vplivati na končni rezultat. Namreč zelo tako posplošeno bom povedal, pa ne trdim, da je to tako, ampak poglejte, veliko lažje je podkupiti pol volivcev, če je udeležba 50%, ker to pomeni samo 25% celotnega volilnega telesa, kot če je 100%, kot to pomeni 50% volilnega telesa. In veliko lažje je, recimo z medijskim ponavljanjem ene in iste resnice vplivati zgolj na tisto manjšo peščico, ki hodi na volitve, kot na vse, ki razmišljajo svojo glavo. Ampak, glejte, razmere se menjajo. Namreč ravno vzpostavitev teh socialnih omrežij je omogočilo, da ni več samo ena resnica v prostoru, ampak da je teh resnic več. Recimo prej je kolega Škvarč posnemal in objavljal na Facebooku to, kar se tukaj dogaja. Če je imel 5 sledilcev, je dosegel ravno 5 volivcev. RTV-ja danes ni tukaj in ni dosegla niti enega volivca. In vse te kamere, ki so tukaj in vsi ti sledilci, ki to spremljajo, so na nek način nov medij, ki je bil ustvarjen ravno s to sodobno tehnologijo. In ta pluralnost in ta razširjenost novih orodij daje dodatno moč tistim, ki so na nek način se jih poskuša zmanjšati njihov vpliv. Poglejte, koliko so tolkli po medijski hiši Nova 24 TV. Zakaj? Zaradi tega, ker je to pač nek nov medij, ki lahko sporoča javnosti to, kar drugi ne sporočajo. In v nekem stanju, ko se pojavlja nova konkurenca, se menjajo tudi standardi. Zdaj, ko imate samo enega trgovca, on postavlja ceno. Ko prideta še 2 nova trgovca, postane konkurenca. In ljudje grejo tam, kjer imajo boljšo ponudbo za nižjo ceno. In enako je na medijskem trgu, enako je na političnem trgu. In zdaj stranke morajo poskrbeti za to, da imajo dober program in da najdejo ta pravi način, da se ta program tudi ustrezno predstavi. Eva vidim, da je najdla pravi način, glede na udeležbo. Zdaj, zavedanje volivca pa je, da njegov glas šteje. Glejte, najhujše je pristati na to brezizhodnost. Jaz sem osebno povem, ko sem prevzel preiskovalno komisijo. Najprej so mi rekli, sej nič ne boš mogel, potem so mi rekli, do dokumentov tako ali tako ne boš prišel, potem so mi rekli,
nimaš niti znanja, to so blazni strokovnjaki, te bankirji, to so vrhunska pamet, ne sežeš jim do gležnjev. In še naprej, bodi prepričan, da so delali prav. Oni so vedno poskrbeli za to, da je vse tako, kot mora biti. Jaz sem povedal, da je vse to laž. Vse, kar sem naštel, je laž. Zdaj, če ste spremljali soočenje, ste videli, da nas niso ukradli izredno inteligentni in sposobljeni dlje, ampak so nas ukradli butli, oprostite. Butli so nas ukradli. To, da so delali vse po pravilu, sploh ni res. Delali so vse mimo pravil. Zraven so se pa počutili tako varne, da niso niti poskrbeli, da bi morda nekdo drug namesto njih podpisal tiste dokumente. Sami so podpisovali. Tako da človek mora se zavedati pravic in obveznosti, ki jih ima. In pravica volite nekaj najvišjega, kar imamo mi tukaj. In zakaj bi naredili uslugo in tistemu, ki nam govori, se brez veze na volitve, ker so vsi isti, ker se nič ne spremeni, zakaj bi naredili to uslugo, pa bi ga upoštevali in mu prisluhnili. Naj on ostane doma. Naj on, ampak mi moramo iti na volitve. In če bomo šli na volitve, če bomo imeli tako udeležbo, kot je bila leta 2004, ko je bila preko 70% udeležba, 73 in nekaj odstotna udeležba, bo tudi rezultat tak. Vse veste, ko je zmagal 2-4, ne? Hvala. Ta večer smo si predstavljali tudi tako, da boste vi sodelovali. Samo preden dam vam besedo, bi še gospod Ergl vprašal kot predsednica Komisije za peticije in človekove pravice, v zvezi s čim se ljudje najbolj obračajo na vas in kakšni so te ljudje? Jaz sem prav hvaležna za to vprašanje, zaradi tega, ker na komisiji, ki jo vodim zdaj že kar nekaj časa, smo pravzaprav edino parlamentarno telo, ki se najbolj ukvarja prav z vlogami državljank in državljanov. In ponavadi to s tistimi ljudmi, ki jih institucije druge ne slišijo. Tukaj moram reči, da mi na komisijo recimo dobimo izjemno veliko število vlog, potem pa mi zaprosimo kot neke vrste mediator pristojne institucije, da nam pošljejo odgovore, potem pa se nam večkrat zgodi, da dobimo odgovore recimo šele po nekaj urgencah. Potem si lahko predstavljate, kako pa navaden človek se bori z mlini na veter in z institucijami v državi in sploh ne pride do osnovnega odgovora. No, to dela naša komisija in mislim, da v vseh teh letih tudi zelo uspešno. Zdaj, največ vlog, ko smo gledali in delali malo statistiko za lansko leto, pa tudi za prejšnje leto, največ vlog prihaja z področja pravosodja. Že prej sem omenila, zakaj. Veliko ljudi namreč pravi, da so jim bile v postopkih kršene človekove pravice. Velikokrat se dejansko izkaže, da je temu bilo res tako, ampak imamo naslov te okrogle mize oziroma pogovornega večera, med drugim tudi brez odgovornosti. Tudi tukaj ni nobene odgovornosti. Ne sodniki, ne tožilci ne odgovarjajo za napake v postopkih. In čeprav imamo mi 288. člen Kazenskega zakonika, ki jasno sankcionira takšne napake, ampak pri nas mislim, da se še ni zgodilo niti enemu, ki bi odgovarjal za neke napake, ki jih je zagrešil v postopkih z državljani. Druge vloge, bom rekla, vsebinsko se nanašajo na delovnopravno zakonodajo. Zadnje čase pa opažamo, da je vedno več vlog z področja zdravstva, zlasti zaradi predolgih čakalnih vrst. Približno 250 000 ljudi čaka v takšni ali drugačni čakalni vrsti pri nas in pod to vlado in pod to ministrico, ki pravi, da je naredila ne vem kakšno reformo zdravstvenega sistema, v resnici pa je vse obrnila na glavo, izpeljala pa nič pomembnega in konkretnega, predvsem pa dobrega za državljanke in državljane, so se čakalne vrste povečale za kar 30%. Tukaj gre za hudo kršitev človekovih pravic.
Tukaj gre za tisto osnovno pravico vsakega posameznika do zdravstvenega varstva. In tudi zaradi tega smo mi imeli tudi sklicano sejo Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti na to temo. Drugače bi pa rekla, da na komisijo se obračajo seveda različni profili ljudi, vsem, kolikor lahko želimo pomagati, ne moremo vsem. Včasih ljudje mislijo, da bomo mi na komisiji praktično rešili vse njihove težave in probleme, temu ni tako. Lahko pa kot en tak ocvirk, če tako rečem, povem, da tudi predsednik države, gospod Borut Pahor, misli, da bo ta komisija vse rešila. Sem že imela recimo primere, ko so prišli do mene posamezniki in so rekli, smo bili pri gospodu Pahorju, pa nas je poslal k vam in rekel, pejte k gospe Irglovi, ona bo to sigurno rešila. No tako da veste, kako je v meni kakšna skoncentrirana moč očitno. Skratka, na komisiji mislim, da opravljamo izjemno dobro delo, da smo odprli teme, ki jih druge komisije in odbori ne odpirajo. Kot veste, odpiramo družbeno aktualne probleme, zaradi tega tudi opozicija večkrat seje obstruira, ko nima argumentov, pač je najlažje oditi z sej. Tako da, dokler bom pač jaz predsednica te komisije, upam, da v naslednjem mandatu ne bom, ker to pomeni, da bomo spet v opoziciji, kajti vedno je opozicijski poslanec tisti, ki vodi to komisijo, ampak dokler jo pa še vodim, jo bom vodila tako, da bom delovala pravično, načelno in dostojanstveno. To se mi zdi tisto, kar tudi nekako predstavlja temelj tudi mojega siceršnjega političnega delovanja. No, jaz bi pritrdil temu, kar je Eva na koncu povedala. Zdaj, Eva izredno resno jemlje svojo komisijo, kar je prav. Namreč jaz pri svojem delu srečam številne poslance, ki ne jemljajo resno svojega dela. In predstavljajte si, da bi recimo komisijo vodil recimo Franc Trček. Kakšna komisija za človekove pravice bi to bila? Eva pa vedno se zelo temeljito pripravi na vse probleme, ki jih ima in tudi sreča vse tiste, ki jo zaprosijo za srečanje z njo. Na nek način je Eva naredila to komisijo za človekove pravice in na nek način v bistvu trasirala tudi ali pa ponudila ljudem, ki jih je sistem izigral, še zadnjo priložnost, da povejo, zakaj gre pri njihovi stvari. Jaz se spomnim, da sem večkrat sledil delu njene komisije, še tudi takrat, ko nisem bil poslanec, in vem, da me je recimo razprava na teh komisijah toliko pritegnila, da sem pozno v noč bulil tisti zaslon na TV Slovenija 3, ampak enostavno nisem mogel nehati gledati. In tudi, ko sem sam začel voditi preiskovalno komisijo, sem Evo poprašal za nasvet, kako naj se te stvari lotim, in moram reči, da so tudi njeni nasveti so mi zelo pripomogli pri mojem delu preiskovalne komisije. Drage gospe, drage gospodje, zdaj je pa beseda vaša. Bi kdo kaj vprašal gospod Jevergel ali pa gospoda Anžeta Logarja. Kabel sicer ni tako dolg, bomo malo da sem prijeti, ampak se bomo potrudili. Imate še vprašanje? Jaz si vprašal eno zadevo in konkretno za volitve. In sicer sledeče. Kaj mislite, če bi recimo od milijoni nekaj volilskih upravičencev prišlo na volitve 3. In od teh 3 bi bila 2 za nekoga in 3 bil za drugega. A bi ta 2 izvolila novega predsednika premijera? Nekaj veste zakaj? Vrnemo se nazaj. Pred kratkim so bile volitve za visoki položaj. In če bi 52% pomnožimo krat 44, dobimo malo manj kot 25%. To se pravi, 25% ljudi, Slovencev, je odločilo in postavilo človeka na mesto. Ok, v redu. Tisto, kaj ste prej, gospod Anže, rekel, v zvezi z temi
poslanci, ne? Marsikateri poslanc skoraj ni usta odprl v 4 letih, ne? Ampak, ni dobil plače? Prosim? Ne vem, mogoče jih plačuje po besedah, ma mislim, da so dobili vsi plačo, ne? In zakaj pa tam sedi? Treba ga najbolj odpoklicati. Druga stvar, še kar moram reči, se podne do dosti vsedo zaenkrat. Še druga zadeva. Glejte eno stvar. Kako, recimo, da se pogovarjamo med sabo, tako ne, in reče nekdo, ma kam šel na volitev, se tak in tak ne morem nič. Čakaj malo, človeka treba prepričati, da mora na volitve. 640, a koliko nas je v penzionistov, to smo glavno vsi, ne, mogoče kjer je ni, ne. Dajte vi klikati z neki instrumentom na penzioniste in dajte vi nam povedati, ne, vi boste še slabše živeli, če boste drugega napačnega izbrali. Ne vršite ukazati, tako kot sem dobil zdaj, pa vršite ukazati, pa rečete, glejte, zaradi te bančne luknje je pa vaša penzija toliko manjša. Naredite. Mislim, to so bile te zadeve. Jaz se srednjo poslušam, da analiziram, pa ne tu, na preiskovalni komisiji, ker jaz sem poslušal recimo vsaj 20 ur, to je malo, ne, ker zdaj ne poslušal toliko ur, ne. Zanimiv je bil gospod Janković tudi, ne. V redu, smo že končali. Kaj pa vam je bilo zanimivega pri njem? Prosim? Kaj vam je pri njem zanimivega? Ne bom povedal. Ker bi preveč povedal, da tisto, da bi rekel tak, moja žal pokojna mama me je vzgajala v zajca, potem je pa tu pa tam bi rada imela doma leva. Ampak ko si zajček, ne boš več lev. Nikoli zadeve. Pustimo, da je to. No, in jaz pravim eno zadevo, spodbuditi ljudi, da pride na volitev na neki način. Ker komorkoli rečeš, zato je stran tudi eno stvar. Kaj vi mislite, kaj bi se zgodilo, če od milijon volivcev, recimo, da milijon volivcev pride na volitve? Jaz recimo sem stalno na referendum in na volitvah. Vam pa tudi povem, da oddam neveljavno glasovnico. Ne bom se odločil. Jaz sem odločil za človeka, za tega pa nič. Ampak jaz sem tam. Kaj bi se zgodilo, če bi milijon ljudi ne dalo neveljavno glasovnico? V evropskem merilu. A bi Evropi brigala maluke ali ne bi? Lahko tudi ne bi. Lahko nobenega nič ne briga. Ne vem koga. In prepričati ljudi, ja, mislim pa, da pravi. Ampak pričati z nekim instrumentom, da bi rekel, penzija mi ne gredi, pa se nekaj bom, vse na koncu moja pokojna mama je rekla, da tudi če bom same suhe skline jedla, ne bom živela do smrti. Ne vem. Ne vem, recimo to, čem je fora? Fora je v temu, da je zapravljeno ogromne premoženja, ki je bilo. Kapitalov ni, mislim, neki kapitali so. Sam pogledajte občine. Tisti kmet, ki je zapravil kmetijo, njegov otrok, nima več kje biti, mora za hlapca. In to je to. Zdaj, kot hvala. Tukaj nas je več starejših kot mlajših in bi se rada navezala na temo, ki jo je gospod omenil. Mene poleg bančne luknje bega tudi pokojninska luknja. Se odpravljam v penzijo, ne še, ampak 40 let bom imela naslednji mesec in pred 2 leti so mi izračunali po starem pokojninskem zakonu, bi šla v penzijo s 35 leti delovne dobe, ker bi mi priznali študij. Zdaj delam 40 let in bom imela 300 evrov manjšo penzijo kot prej. Z isto delo, za 5 let dela več. Povejte mi, kako to, da lahko minister za finance vsako leto sam določi faktor in rapidno niža osnovo iz dohodka v osnovo pokojnine. Ljudje tega ne vejo, oziroma ne vem, vsi veste, da imate manjšo penzijo, meni so pa tudi izračunali 300 evrov manjšo penzijo. A ni gospod Realc obljubil 1000 evrov penzijo? A vi niste bedunimi srečnicami? Zdaj slišam, da obljublja 2000 evrov. Gospod Logar, prosim za komentar. Ja, zdaj te formule ne odreja minister za finance, ampak se glede na gibanje pokojninske blagajne po formuli, ki je v zakonu
ki pokriva to, potem določa. In ta formula se je vse skozi zniževala do zadnje pokojninske reforme. In to zadnjo pokojninsko reformo je tudi podprl Erjavčev Desus, ki sicer primarno zagovarja 1000 evrov penzije. Zdaj, mi smo večkrat tudi v našem programu govorili o potrebi po dostojni pokojnini, ampak glejte, ves ta čas v zadnjih 20 letih je bil Desus vse skozi na vladi in zadnjih 25 let je bil 20 let, v bistvu so bile leve vlade. Leva vlada je v času Boruta Pahorja ukinila tisto kmečko pokojnino, ukinila je in znižala socialne transfere in to na tak način, da je bila ta ukinitev padla ravno v čas druge Janševe vlade, torej v letu 2012 in je potem ves gnev šel ravno na Janševo vlado. In tudi zdaj v tem obdobju, ko je gospodarska rast, je bilo povišanje pokojnin enako približno eni kepci sladoleda. In v tem pogledu je nujna neka normalna pokojninska reforma, ki bo zagotovila dostojno pokojnino za pač minulo opravljeno delo. So pa z tem problemom, kot je gospa izpostavila, se srečali popolnoma vsi, tudi sam, Nono od moje Anje je bil enak problem imel, če bi pravočasno šel v penzijo, bi imel, mislim, da nekih 200 evrov pokojnine več, tako je pa ves grožen potem ugotovil, da so ga dali pod tisto minimalno pokojnino, ki zagotavlja še neko normalno preživetje. Tako da, glejte, kaj ne rečem, slabe vlade, slabe rešitve, drugega ne moram reči. Lahko še nekaj okrog tega pokojninske. Biobanka govorila, ker sem delal v Ljubljanski banki po prvi sanaciji, pa bi mogoče sam tukaj vprašala, če so vam dali merilne postopke za odobravanje naložb. Ja. Sem avtorica tudi tistega in če bi delali po tistom in če Banka Slovenije ne bi menedžerskih kreditov odobrila leta 2005, seveda Banka Slovenije odobrava, ne bi bila to velika luknja. Pa pustimo, jaz sem vas spremljala, gledala, vsa čast, hvaljeni, ampak glede pokojnine bi pa rekla, kdaj boste razčistili pokojninsko blagajno? Kdaj bojo vsi tisti dodatki, borčevski, ne vem kateri, ko nam odžirajo velik delež našega denarja, ki smo pošteno delali in noter plačevali, ko nam oni odžirajo. Takrat bo več denarja ostalo res za tiste, ki smo delali in plačevali v to pokojninsko blagajno. In še to me zanima, jaz sem pred 3 dnevi eno, ki je mama umrla, ki je borčevka, pa rekla, si kaj dobila denarja, po mami je rekla, da ne. Po televiziji pa skozi govorijo, da to še otroci dobivajo po vnuki. In me res zanima, kje je resnica. In prav pošteno bi bilo, da bi enkrat javno objavili, da ne bi govorili samo toliko in toliko dobivajo, pa se prenaša pokojnina, pa tele dodatke, ampak da bi rekli, toliko in toliko ljudi, ki dobivajo in toliko zažirajo pokojninsko blagajno. Vem, da je bil interes SDS-a, da to razčisti, da bi bil račun in da bi šla vsa sredstva vplačana na račun in da ti toliko ven dobiš, oziroma, da po tvoji smrti tudi otroci lahko to koristijo, ne pa dodatke. Hvala. Zdaj, ko govorite o penzijah, ste mene kar prestrašali, jaz sem še 15 let do penzije, pa ne vem, kaj bo z njo. Gospod Logar. Ja, zdaj, gospa je zelo natančno povedala, jaz tudi lahko še natančneje povem, da je bilo točno to, kar je predstavila v tisti pokojninski reformi, ki smo jo želeli leta 2012 sprejeti. Da ima tudi enoten račun vsak, ki se upokoji in da lahko natančno vidi, kakšno penzijo bo prejemal in se na podlagi tega tudi odloči, a bo že šel v penzijo, ne bo šel, in da se ukinejo vse te penzije, ki nimajo neposrednega vira iz preteklega dela. To je bilo v zakonodajnem predlogu. A veste, zakaj to pol ni bilo sprejeto? Zato, ker je Desus rekel, da bo šel iz vlade, če bo to sprejeto. Vprašali ste me, kdaj bomo to naredili? Po 3. juniju.
Hvala. A ima še kdo kakšno vprašanje? Še eno vprašanje bomo dali, ker potem se boste pa lahko družili z gospodom Logarjem in gospod Evo in boste lahko vprašali njih na 4 oči. No, še 2. Okay. Ja. Jaz sem rad vprašal od teh mladih, ki končajo šolo, da moraš biti inženir prve stopnje, da dobi zajamčeno, minimalno plačo, ne zajamčeno. Kdaj boste kaj naredili na tem? Še zmeraj je 341 evrov bruto izhodiščna plača za prvi tarifni razred. Kdaj se bo kaj spremenilo? To je že ne vem konkret. V Italiji mi je rekel stric pred 10 letmi najlažje oddati sobo študentov v Milanu. 2 leta nazaj mi je rekel, ne moremo dati nobeno sobo, ker noben neče več študirati, ker se ne splača. Pri nas bo tudi se to ne, da bo samo izobraženci manj hodili, niti v šolo ne bo noben več hodil. Zakaj bi pa hodil? A zato, da bi imel isto hodil 8 let v šolo, da bi imel isto plačo, polnika ni končal osnovne šole, da prepeljete iz Bosne. Kdaj boste kaj naredili na tem? Po 3. juniju. Še eno vprašanje, Bomo kar združili to vprašanje, še vaše. Pridite malo bližje, no. Boste zakričal, v redu. Dosti spremljam tu vse, kar se dogaja v državnem zboru, vse spoštovanje, gospod Anže. Res, se trudite za dobrobit naše domovine. Tu se vam lahko odkrijem. Zdaj, da nabil vsakega posebej teh podhan, bom rekel, naštel. Recimo, ki je prej gospod rekel za Jankoviča, tu je en primer, ne? Ja, se podhanajo zapremo v eno sobo, 24 ur, pravi Jankovič dela. Se tudi podhana dela. Tak rezultati so vidni. In torej, če jih naša sodišča ne bodo obsurdila, ne? Kar obstaja vse možnosti. Našo pravosodje, naša sodišča, kar jih imamo, a je tu možnost, da pridejo na mednarodno sodišče, da bodo za tu svinjarijo kdaj odpadli. Pa še eno stvar, če lahko. Na Nova TV24, ker itak včasih je bilo tema aktualno na radio ob četrtkih, takrat imaš sovražni govor, so te izključili, ampak zdaj mesec in pol nekje opažam, tudi ker je tema aktualno, na Nova TV24 ni možnost več poklicati. Da bi kaj pokomentirali, pa kaj je. Dobrega imate za, Demjanovič. In to me moti, pač dobro. Ker recimo edin Nova 24 nas niso nikoli odrezali. Pa ne bo od lumpom proletarijata ali pa nas. Pošteno razmišljamo in čutimo slovenski narod. Toliko. Glede oddaje na Nova 24, kakor jaz vem, se ta oddaja zdaj zaradi tehničnih omejitev snema naprej, bo pa kmalu spet možno poklicati v oddajo in bo šla v živo. Upajmo pred volitvami še kaj. Jaz tudi upam. Pa še strogo kontrolirati, nadzorovati volitve, veste, strogo nadzirati. Počasno bomo uradni del zaključili, rad bi dal še zaključno besedo gospodu Logarju in gospe Jerglovi. Ja, hvala. Zdaj, kar se tiče, da bi iskali pravice na zunanjih sodiščih, to nalogo bomo mogli doma narediti. To nalogo bomo mogli doma narediti in jo bomo naredili, samo se bomo mogli pač skupaj vzeti. Nihče jo ne bo naredil namesto nas in ko se bomo zavedali, da je odvisno zgolj in samo od nas, takrat bomo pač tudi lažje volili z nogami. Tako da pred nami sta še 2 ključna meseca, kjer vsak od nas šteje enako. In tisti, ki bo upravil svojo nalogo bolje, torej tista stran,
ki bo ne, bolj aktivno hodila, tista bo pol na koncu slavila. Zdaj, jaz ne bom uporabil istega izraza, kot je gospod govoril o ljubljanskem županu. Vas bom pa opomnil, da vam je ta gospod naredil za 165 milijonov evrov luknje. In da še ni odgovarjal, in da počas bi mogel priti čas, da tudi odgovarja ustrezno. Saj vemo, v pravični državi vsak, ki krši, potem tudi odgovarja. Ne bo. Ne bo, to je še dovolj časa. Jaz bi se kot zaključno besedo zahvalil Jožetu za vodenje predvsem pa Evi za povabilo v tako prijetno družbo. Jaz mislim, da bi bil počas čas, da bi tudi v takem miljeju naredili volitve, da bi imeli pač volilno pravico tisti, ki pride na takšne javne tribune. Pol mislim, da bi bil rezultat bistveno boljši in tudi predvidljivost, kaj se bo zgodilo z bančnimi kriminalci, bistveno bolj jasna. Tako da hvala za povabilo in hvala za udeležbo na današnji povabilo. Jaz bi se ob koncu tudi želela res iskreno zahvaliti najprej kolegu Logarju, ker se je odzval mojemu povabilu. Verjamem, da vam je povedal marsikaj zanimivega, seveda se bomo lahko pogovarjali še v nadaljevanju. Zahvaljujem se tudi gospodu Jožetu Biščaku, ki je vljudno sprejel mojo prošnjo, če bi lahko povezoval ta pogovorni večer, a ne da si zasluži en aplavz velik. Sicer se pa res iskreno zahvaljujem vsem vam, ki ste v tako velikem številu prišli na nocojšnji pogovorni večer. To je pokazatelj, da gremo po pravi poti. In to je pokazatelj, da moramo oditi na volišča in upam, da boste odšli med ljudi in jim povedali, kako je to pomembno, da ustvarimo res pravično državo. Hvala še enkrat in lahko noč.